Velika noč, ko razmišljamo o Jezusovi smrti in vstajenju. Če se vrnemo 2000 let nazaj, po Jezusovi smrti je celotna krščanska skupnost nenadoma prevzela sklop verovanj, ki so bila povsem nova in do tistega časa nepredstavljiva. Za prve kristjane je bilo vstajenje središče njihovega pogleda na stvarnost. Toda danes je velik izziv Velika noč. Jezusova smrt in vstajenje je mnogim znova in znova kamen spotike. In dejstvo je, da ni tako enostavno sprejeti, da bi kdo vstal od mrtvih. Danes ponavadi ljudje rečejo, da ljudje v Jezusovem času in po njem niso razpolagali z znanstveno vednostjo o svetu, kakršnega imamo mi danes. Lahko verno so verjeli v magične in nadnaravne dogodke, zato bi zlahka nasedli poročilom o vstajenju Jezusa. Pravijo, učenci so bili ob njegovi smrti potrti, ker so verjeli, da je on Mesija, jih je morda navdal občutek, da je on še vedno ob njih, jih vodi in si domišljali, da v njihovih srcih živi naprej. In tako se je zgodba skozi desetletja, stoletja razvijala naprej o tem, češ, da je bil obojen. Kritični proučevalci 19. in zgodnjega 20. stoletja so domnevali, da so prvi kristjani pričevanja posredovali enako kot takrat priljubljene ljudske pripovedke. Takšna alternativna zgodba povprečnemu sodobniku zveni verodostojno, a samo zaradi nepoučenega dejstva o zgodovinskem in kulturnem kontekstu tistega časa. Novejše antropološke študije kažejo, da so staroveške kulture pri prenašanju izročil jasno razlikovale med izmišljenimi zgodbami in zgodovinskimi poročili. Zgodovinskih poročil ni bilo dovoljeno spreminjati. Obstaja mnogo drugih argumentov, da Jezusovo vstajenje ni bilo tako preprosto posredovano, kot mnogi mislijo. Ne glede na prepričanja za in proti vstajenju, se moramo vseeno iskreno vprašati, a bi apostoli pozneje bili pripravljeni umreti za Jezusa, saj je njihovo glavno sporočilo bilo, da je Jezus umrl za grehe vseh ljudi in tretji dan vstal od mrtvih, če bi vedeli, da je vse to laž. Enega ali dva zanesenjaka vedno najdeš, ampak vsi, verjetno tudi apostol Janez, za katerega se točno ne ve, so bili pripravljeni umreti mučeniške smrti zaradi Jezusovega vstajenja. Nažalost, se danes v velikonočnih praznikih bolj ukvarjamo, kdo ima lepše pirhe, kako okusno bomo pojedli šunko in podobno. Ni čudno, da smo tako daleč od bistva, ki je bilo prvim kristjanom najbolj pomembno. Jezusovo vstajenje, odrešitveno delo na križu, odpuščanje grehov vsakemu, ki je sprejel Jezusa za svojega odrešenika. Sveto pismo nam jasno govori, kaj se je zgodilo za Veliko noč. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti prek
odkupitve v Jezusu Kristusu. Jezus je umrl za naše grehe. Vsak, ki veruje v njegovo odrešitev in ga sprejme za svojega odrešenika, ima večno življenje. Če je Jezus vstal od mrtvih, moramo sprejeti vse, kar je rekel. Če ni vstal od mrtvih, pa se nam tako ali tako ni treba beliti glave z ničemer, kar je rekel ali storil.